Zdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o vnetjih. Zadnje čase pač tako opažam, ko govorim z ljudmi, vsak ima neko težavo in ogromno težav je z vnetji, s hrbtenico, z bolečinami, ki se selijo po telesu. In v glavnem človek, ki ima bolečine, pač ne more reči, da je popolnoma zdrav, da se dobro počuti. In po drugi strani, kaj bi bilo treba narediti, da se zmanjšajo vnetja na celični ravni. No, prva zadeva, ker vemo, da smo ljudje najprej tehnični, se pravi fizično telo je treba nahraniti, bomo pogledali, kaj bi bilo potrebno jesti, da se zmanjšajo vnetja na celični ravni. To je prva zadeva. Seveda, druga zadeva je pa povezana s podzavestjo, ker naše telo je zemljevid naših čustev in nam kaže, kje imamo energijski primanjkljaj in dejansko preko bolečin lahko zavestimo, kaj nas naša duša uči v našem življenju. No, zdaj pa, če pogledamo najprej fizični nivo našega telesa. Se pravi, vnetja na celični ravni pomenijo, ali pa kako se kažejo. Kažejo se pod prvo potem, da ali te boli tukaj, ali te boli tukaj, ali te boli v sklepih, pač nekje te boli. In je neka kronična bolečina, ki enostavno reče, spet me boli križ. Že spet se mi to dogaja. No, ko se ti to dogaja, da že spet te boli nek del telesa, predvsem sklepi, je prva zadeva. Treba je zmanjšati vnos hrane, ki povzroča vnetje. Saj veste, definicija norosti, delati eno in isto in pričakovati drugačne rezultate. Se pravi, če želite zmanjšati vnetja na celični ravni, Minkina kuhinja za hormonsko ravnovesje. In začnete od začetka in pogledate tukaj noter seznam, katera hrana vsebuje gluten. In to je prva zadeva. Treba bo dati stran gluten, zaradi tega, ker raziskave, ki so zadaj za tem glutenom, so tako neverjetne. Če boste brali knjigo, mogoče Požgani možgani, jaz sem več o tem pisala, sicer vnetje na celični ravni v knjigi, ko ima življenje žur, v tej knjigi. No in zdaj, če mi pogledamo, vnetje na celični ravni, pomanjkanje D-vitamina, kar zdajle je še preslab ali pa premalo dobrega vremena, lepega vremena, da bi se lahko v naši koži tvorila zadostna količina D-vitamina. Se pravi, prva zadeva, pomanjkanje D-vitamina. Druga zadeva, pomanjkanje silicija. Silicij je vezni element v našem telesu, potreben je za možganske povezave, potreben je za psihično počutje, predvsem je pa potreben za medsklepno tekočino in vpliva na to, da smo prožni. Hrbtenica, vemo, da ima vmes katene ploščice, ki so tako kot nek amortizer. In te ploščice, če imamo pomanjkanje silicija postanejo trde. Mi postanemo trdi in potem s časom, z leti redo, čisto sem trda, zjutraj se trda zbudim. Moški se še malo pohecajo na svoj račun, da je vse ostalo trdo, samo tisto ne, kar je bilo nekoč. No, v glavnem, to je tudi pomanjkanje silicija, da se razumemo. No, in silicij ga največ dobimo v žitaricah, ki so žitarice. Se pravi, to ne govorim o beli moki, ki je tako prečiščena in je odvzeto stran vse temu žitu, kar je dobrega in ostane samo še škrob, ampak polnovredne žitarice. Tam noter je silicij, ki je potreben za to, da se naše celice, naše medcelične tekočine, naši možgani obnavljajo in s tem poskrbimo tudi, da se zmanjša vnetje na celični ravni. No pa najprej poglejmo, kako telo sporoča pomanjkanje silicija, to je iz knjige, ko ima življenje žur. In tisto, s čimer si boste lahko zagotovili zadostni vnos silicija v vaše telo, recimo ajda, tatarska ajda. To je nekaj, kar bi dejansko potrebovali vsak dan na svojem jedilniku ali pa, vsak dan. Recimo kruh iz tatarske ajde, potem bi bilo dobro, da začnete uporabljati ajdo kot ajdovo kašo, namesto riža začnete uporabljati ajdovo kašo in naredite v bistvu tako rižoto oziroma, kako rečejo, kašato. Pač v vsakem primeru bi lahko začeli uporabljati ajdo tudi kot recimo za hladnost ali pa toplo solato, skuhate ajdo,
pa dodate noter potem ajdo. No, ti recepti sem pisala v Minkina kuhinja za hormonsko ravnovesje, pač da vam bo bolj enostavno poskrbeti za vaše dobro počutje. No, zdaj pa poglejmo silicij. Znaki pomanjkanja silicija, ko ima življenje žur na strani 100, motnje v rasti, lomljenje nohtov, plastenje nohtov, potem osteoporoza, nagnjenost k zlomom, zmanjšanje vrednost vode v veznem tkivu, se pravi to avtomatično, te vsi sklepi bolijo, potem pomanjkanje solzne tekočine, slabšanje vida, težave z želodčno sluznico, težave s črevesjem, pljuča, obnosna votlina, pojav globokih gub, ko enostavno ostane tako, kar reče, staram se, ne? Nagnjenost k alergijam, oslabljen imunski sistem, prebavne težave, kolcanje, težave z dihanjem, težave z dlesnimi, krčne žile, celulit, luskavica. Človek bi rekel, s čim pa ni povezano pomanjkanje silicija? Silicij je ključni element razstrupljanja. Če vam ga manjka, se ne bojo celile rane, enostavno se boste slabo počutili. No, in silicij ga dobimo, ali ga dobimo v zelenjavi, ki raste v zemlji, se pravi, da ima čas pobrati ta zelenjava hranilne snovi iz zemlje, ali žitarice, ki so trde. Recimo, tukaj spet govorimo o ajdi in ajdova kaša. Zato sem pač tak pristaš ajdove kaše. Ne naredim večkrat reklame, ki jaz kupujem ajdo, na spletni strani kmetije Klepec iz Bele krajine. Dajte klikant, poglejte tja, naročite, naslednji dan imate preko dostavne pošte, dobite, lahko plačate po povzetju. Pač jaz sem tako zadovoljna njihova stranka in sem res hvaležna, da sem prišla do te družine, da lahko to uporabljam, res odlično domačo ajdovo kašo in tudi izdelke iz ajde. Tako da v glavnem, zdaj pa če gledamo, da je silicij tako nujno potreben tudi za obnovo hrustanca. In vsi tisti, ki vas bolijo kosti, bi dejansko mogli začeti uporabljati ajdo na dnevni bazi in stran z vsem, kar ima gluten. No, zdaj pa pojmo na gluten. Bi človek rekel, pa se jaz nič tega ne jem. Se jaz, kakšne testenine že vsak to časa, ampak nič tega ne jem. Ja, gluten je dejansko povsod. Recimo, riževi vafli. Pa vemo, da riž ne vsebuje glutena, ampak uporabljaš riževe vafle, uporabljaš gluten. Potem razni sirupi, pivo, potem vse sladice, od krofov do piškotkov, do čokolade, vse vsebuje gluten, do sladoleda, vsi te, ne vem, razne misli, v glavnem razne pripravljene zadeve, potem ržen črn kruh, potem je praktično povsod je gluten. Gluten ga ne dobite v mesu, ga ne dobite v jajcih, ga ne dobite v mlečnih izdelkih, razen tam, kjer imate že neko pripravljeno zadevo, jogurti z okusi, tam noter je po vsej verjetnosti dodan tudi gluten. Pač gluten lahko dobite praktično povsod. Razni umetni ojačevalci okusov, razni dodatkih jedem, vse to vsebuje gluten, da ne govorim o raznih kremnih juhah, da ne govorim o raznih menzah, kjer se uporablja pač moka za zgoščevati določene omake, za ojačevalci, dodani so ojačevalci okusov, praktično povsod je gluten. No, zdaj pa, če pomislite, imate vnetje, dajte stran gluten. Druga zadeva. Lahko se zgodi, da imate vnetje tudi zaradi tega, ker ste postali preobčutljivi na mlečne izdelke in na laktozo. Možno je, preverite sami, dajte za nekaj časa stran mleko in mlečne izdelke in lahko se zgodi, ko boste dali stran gluten, boste lahko brez slabe vesti jedli mleko in mlečne izdelke in se boste dobro počutili. No, naslednja zadeva, se pravi to, kar jemo. Zdaj pa druga zadeva, to, kar ne jemo. Se pravi, česar pa premalo jemo, je pa sigurno mastne morske ribe, ki vsebujejo omega-3 maščobno kislino
in mi omega-3 maščobno kislino potrebujemo za zvišati vrednosti naravnih hormonov, ki delujejo proti vnetjem. V glavnem tudi omega-3 gasi eno aminokislino, ki se tvori zaradi preveč vnetja in v glavnem to je homocistein. V glavnem v vsakem primeru mi potrebujemo veliko zdravega in uravnotežiti našo prehrano, da pridemo do tega, da naše telo začne proizvajati, reče se protivnetni prostoglandini, na podlagi omega-3 in pravilne prehrane se pač tvorijo te superhormoni, ki zmanjšajo vnetja na celični ravni. No, to je zdaj taka prva zadeva. Tisto, kar bi jaz vzela, če bi imela vnetje na celični ravni, bi vzela omega-3, vam bom dala povezavo spodaj. V glavnem omega-3, 1000 mg, vse 1000 mg in vzela bi vse 1000 mg C vitamina. To bi jaz naredila, da se zmanjša vnetje, ker poglejte, enako, zdaj beseda zdravljenje ni primerna, ampak enaka priporočila so, če te boli rama, pa imaš kalcinacijo, ali pa če imaš trn v peti. Enaka količina, treba je C vitamin dodati, omega-3, zmanjšati vnos glutena in se stanje začne izboljševati. To je zdaj tisto, kar mi potrebujemo na celični ravni. Jaz bi dodala še D vitamin, tudi za vegan D vam bom dodala spodaj, kar mi imamo prehransko dopolnilo, pač pri meni na spletno stran nekaj lahko dobite, D vitamin z dodatkom silicija in to pač deluje potem na to, da se zmanjša vnetje na celični ravni. Naš Tobi je glasen, on ve, kdaj snemam videa, veste, in takrat se pa je pač ono more pokazati, če ne drugega se z glasom, da se ve, da imamo počenega hudega psa pri hiši. No, tako da to je zdaj taka prva zadeva, se pravi omega, C vitamin, D vitamin pa silicij, da se zmanjšajo vnetje na celični ravni. Zdaj pa pojmo pogledati. Telo kot zemljevid vaših čustev, ko imajo čakre žur, in pogledamo, kje nas boli. Tu je na strani 24, zgornji del hrbta vas boli in katero čustvo se zapisuje tja. Žalost. Žalost zaradi, Bog se ga vidi česa, lahko iz preteklih življenj, lahko iz tega življenja, lahko je neko tako globoko razočaranje, razočaranje nad ljudmi, nad Bog se ga vidi čem, lahko tudi nad sabo. Se pravi, preverite z mišičnim testom, žalostna sem, ker me nima nihče rad. Ampak mogoče imate mogoče ima nekdo, ki ima težave z bolečinami v hrbtu, zgornji del hrbta, težavo tudi s tem, da sebe nima dovolj rad, da se ni naučila sebe spoštovati svoje potrebe. Potem v več življenjih sem bila sama in neljubljena, lahko si bila zapuščena, potem duši me spomin na smrt ali pa na izgubo, lahko iz tega življenja, lahko iz enega drugega življenja. In zadnjič me je ena gospa mi napisala sporočilo, da ko je njen dedek umrl, je v bistvu občutila tako, da je popolnoma sama, da je nihče nima več rad in da od zdaj naprej bo pa morala sama zase skrbeti. Lahko se je vam kaj takega zgodila, veste, neka izguba nekoga, ki ste ga res radi imeli in vam daje ta občutek, da zdaj sem pa sama, neljubljena in to se vam ne lahko zgodilo v zgodnjem otroštvu in zdaj to predelujete. Potem, kdor ga boli tako na sredini hrbta, vemo, da na sredini hrbta zadnja popkovna čakra je povezana z ming-ming čakro, v glavnem to je zadnja popkovna čakra, ki je na zadnji strani popka in ta zadnja stran popka je tako kot črpalka za energijo, ki je povezana ali z žalostjo, ali z zamero, ali z jezo. In tisti, ki imate iz preteklih življenj jezo, imate skoraj verjetno v tem življenju težave s pritiskom in sploh vam ni jasno, odkod vam pritisk vam naraste kar samo od sebe in sploh ne veste, kako to počistiti. Zadnja popkovna čakra, seveda kako si najlažje pomagate, greste v knjigi, ko imajo čakre žur, na stran okrog 200 in tukaj imate pod prvo pokazan, se pravi znaki, ki kažejo na to, da imate težave z zadnjo popkovno čakro, imate lahko mrzle roke, noge, vnetje sklepov, imate lahko putiko, imate lahko hormonske motnje,
lahko imate nihanje razpoloženja, utrujenost, pomanjkanje veselja do življenja. In vse to je povezano z nekimi zapisi tam zadaj, se pravi iz preteklih življenj, in te zapisi vplivajo na to, da imate lahko zakisano telo, da v vašem telesu se pretaka premalo radosti in da vas vse skupaj jezi in to, kar vas jezi, vam povzroča pritisk. No in potem preverite z mišičnim testom. Strah me je sprememb, v duši nosim potrebo po izgubi, strah me je glede preživetja, občutek imam, da imam vedno premalo denarja. Se pravi, povezan tudi s spodnjim delom hrbta, s kolki recimo, strah me je premikov, spolnost se mi gabi, strah me je sprememb, v življenju sem obtičala, v duši nosim potrebo po odlašanju, vse veš, kaj bi bilo potrebno narediti, a se ne moreš premakniti. In seveda, bolečine se potem pojavijo v kolkih, imate mogoče težave z nožnico, težave z jajčniki, z maternico, moški težave s prostato, pa sploh vam ni jasen, kaj točno bi bilo treba narediti. No in v tem primeru je treba oprostiti sam sebi, se jasno postaviti ali pa preveriti, kaj preverjamo, kaj predelujemo in potem to počistiti, predvsem pa mogoče se učite narediti nek premik v svojem življenju, da se nehate vklepati neke varnosti in sploh tisti, ki imajo težave s sklepi v rokah, se vklepajo. Zadnjič enkrat sem na svetovanju je bil en gospod, ki ima že od rane mladosti revmo v rokah. In to, kar sem videla v enem drugem življenju, je zmrznil skupaj s svojim otrokom pod enim mostom. On v bistvu je tega otroka hotel zaščititi in je bila tako huda bolečina, izguba otroka in potem izguba svojega življenja, tudi vsega imetja in vsega, ni bilo oklepanje in v tem življenju, tako kot je zmrznil v tistem življenju, ima zdaj bolečine v sklepih in ga boli, da je sklepna revma. Tako da vse to se da počistiti z mišičnim testom. Preverite, zdravilna molitev dekodiranja dela čudeže, preverite in boste videli, kako se boste osvobodili, kako boste začeli delati premike in seveda, lejte, tukaj naprej so potem afirmacije, ki podprejo moč popkovne čakre. Se pravi, ta popkovna čakra, ki je povezana, je most med spodnjimi zapisi, temeljnimi zapisi in zgornjimi zapisi. Stvarstvo me vodi tja, kjer je najbolje tako za mene kot za vse druge. Staro umira in ustvarja prostor novemu. Zaupam procesu. V meni je večno življenje, sprejemam vse, kar mi pripada. Zdravje, lepoto, obilje na vseh področjih. Hvaležna sem za vse izkušnje, ki so me pripeljale do sem in hvaležna sem za svojo ustvarjalno energijo, ki se izraža skozi mene. Dovoljujem, da se mi vse, česar se lotim, povrne, da mi vse uspe in dovoljujem, da mi vse gre po maslu. Se pravi, da sem nekako v toku življenja, da vse gre v ta pravo smer. No in glede na to, da delo na sebi je vseživljenjski projekt, se pravi, delo na sebi se začne prva stvar, a dam na krožnik to, kar rabim in tukaj je ta moja knjiga Minkina kuhinja. In potem seveda čiščenje podzavesti preko knjige, ko imajo čakre žur, preko knjige, ko ima življenje žur. Ne vem, včasih rečejo, katero knjigo naj vzamem, katera mi bi najbolj pomagala. Pač na začetku začneš, ko imajo hormoni žur, pa greš naprej, ko imaš življenje žur, potem greš naprej na duše, kdo v resnici si, da se začneš spominjati tega, kdo dejansko ti si kot duša. Potem, da greš prečistiti po čakrah, vse zapise, potem, da greš še v moško energijo in pogledaš, kje si odraščala, s kom si odraščala, kakšne so bile rane družinskega debla in ne nazadnje, da poskrbiš za ravnovesje tako na krožniku, kot v svojem življenju in potem se vse zgodi. No, da gremo še na neka pozitivna sporočila, da vidimo prehod v novo dobo. Kaj tebi, svetla dušica, ta trenutek stvarstvo sporoča, kaj je prav, da zavestiš, kaj je prav, da veš. 2 karti sta se obrnile, 3 karte so se obrnile in je čiščenje preteklosti.
Vse, česar ti ne služi več, pač opuščaš. Čiščenje. Vse, kar ti ne služi več, naj odide na miren in ljubeč način. Čas je, da se v tvojem življenju zgodi svoboda. Zmoreš vztrajati na začrtani poti, ker angeli ti stojijo ob strani. Angeli so ti pripeljali do tukaj, kjer si, in ti, ki tole poslušaš, si na svetu zato, da svetiš z ljubeznijo. Se pravi, vse, kar ti niža frekvenco ljubezni, oziroma vse, kar ti niža tvojo frekvenco in ti povzroča jezo, kar ti zmanjša tisto občutek, a veste, ko zjutraj vstaneš in rečeš, yes, pred mano je nov dan, ko se ti učke zasvetijo zaradi tega, ker komaj čakaš, da nekomu ali polepšaš dan, ali da s svojim delom dodaš vrednost, karkoli delaš je prav. Gre se za to, da tvoja življenjska energija teče skozi tvoje telo, da tvoja življenjska energija pomaga tebi pri prehodu v novo dobo. Čeprav ta trenutek še ne vidiš, se na vzorju že kaže nov dan. No pa poglejmo še naslednji kupček, kar da vidim. Stvarstvo, tale dušica, ki tole posluša, kaj je ta trenutek prav, da ve, da ozavesti, da jo nagovori. Ja, pa pol ponavlja, vztrajaj in imej pogum. Rešitve se bojo pokazale. To, kar te čaka, je nek silovit preboj naprej. To, kar te kliče, je klic tvoje duše, ki želi priti do tega, da se res dobro počutiš v svoji koži in skozi to boš dodajala ogromno dobrega svetu. V tvojem življenju ni več časa za kompromise, ni več časa za to, da greš v neko energijo, ko rečeš, bom potrpela, bom stisnila zobe, sej bo že nekako, zaradi tega, ker to, kar te povzroča ta kompromis, ti povzroča hrup v glavi in tvoje telo ne more več. Mogoče ti govori, ja, pa se je varnost, ja, pa je to, pa ti najde 1001 razlog, zakaj je dobro, da vztrajaš, ampak tvoj notranji glas ti pa govori, kaj bi bilo dobro za tebe. Ti govori tudi preko sanj, ti govori preko tega, kako se dobro počutiš, ko si v svoji energiji. In ta karta, pogum, ti govori, da očitno je zate treba narediti neko stvar, kamor te duša kliče. Tukaj ne govorim, da je treba narediti nekaj tako odnos naprej, nič več. Ne iz vloge žrtve. Tisto, kamor te kliče tvoja duša, da veš, da imaš nek večji doprinos, da veš, da nekaj imaš v sebi. Opuščanje boja, ne več, to ni tvoja pot, opuščanje boja. Tvoja pot je tam, kjer tvoja duša cveti. Tvoja pot je tam, kjer veš, da čas se ustavi. Tvoja pot je tam, ko veš, da dodaš vrednost, ker ti kot duša se začneš zavedanje je karta prišla, se zavedaš, da si očitno veliko več kot to, kar mogoče misliš, da si ta trenutek, ali pa mogoče neko šolo si naredila, pa čutiš, da ni več to tvoja pot. Pač dovolj si cveteti, dovolj si biti to, kar ti si, dovolj si biti ti, mogoče si vzeti čas za sebe, ker lejte, prišla je karta žalobnost, ampak ta žalobnost je povezana, to je zgodba Bude, njegov zvesti učenec je bil njegov sorodnik. In od Bude, ne? In ko je Buda pač umrl, je njegov zvesti učenec šel v obdobje žalobnosti, se pravi žalovanja, ko izguba svojega guruja. Ampak v tej samoti je v bistvu doživel razsvetljenje. Ker biti samo sledilec nečemu je enostavno. Ampak iti v svojo moč pomeni, da ti najdeš svoje razsvetljenje, da ti najdeš svojo notranjo moč in to je povezano s proslavljanjem, žensko energijo, s tem, da ti cvetiš, s tem, da ti uživaš življenje in ja, tole je karta mogoče
puščavnika, prav je, da si vzameš čas, da greš vase, da se zazreš in pogledaš, kje in kaj tebi kali tvoj notranji mir. In potem se postaviš v svojo moč. Ta tvoja moč je pa povezana s tem, da imaš svoje unikatne talente in preko svojih unikatnih talentov lahko dodajaš svetu vrednost. Preko svoje notranje moči boš prišla do tega, kamor te stvarstvo vodi, zaupati v tok življenja. In naslednja, povezana z preplet različnih energij, vsi smo svet, vsi imamo veliko več, kot mogoče mislimo, da smo, nešteto možnosti pred sabo. Tako jasno sporočilo zate, ja, prav je, da si v tem trenutku nekje, ker ne občutiš več, da je to tvoja pot, v redu je, ko se boš zazrla vate in se nehala šlepati na nečem, na nekoj varnosti mogoče, se ti bojo odprle nove poti in tam se bo izrazila tvoja duša, ti boš preko svojega unikatnega talenta dodala vrednost svetu. Stvarstvo ti bo pokazalo, kje je tvoja pot, kako teče tvoja pot in tvoja pot bo točno tam, kjer je prav za tvojo dušo. Gremo še na tale kupček kart, da vidimo, kaj je ta trenutek pomembno za tole dušico, ki posluša mogoče na nekem razpotju, tako čutam, ja, prav preko mogoče nekih bolečin v telesu, telo te hoče sporočiti, da bi bilo potrebno nekaj drugače, nekaj spustiti. Kaj te uči tvoja duša, kaj je prav, da ozavestiš, kaj je to, kar te uči tvoja duša. Da si v osnovi boginja, kraljica obilja, da je čas, da začneš ustvarjati, da je čas, da pokažeš, kdo si, da se mogoče nehaš skrivati. Stvarstvo te uči, da je čas, da se pokaže tvoja moč, ampak ta tvoja moč se ne kaže skozi ego, da je to, jaz sem, ampak skozi tvojo notranjo ustvarjalno energijo. Stvarstvo ti kaže, da imaš leva na vrvici, da tudi tvoj strah ga lahko daš na vrvico in ti služi kot tvoj notranji motivator, ne pa tisti, ki te požre. In spet povezano, pogledajte, obe dve karti sta prišle, pav in novec. Se pravi, pokazati, kdo si, razprostret krila, iti v ustvarjalno energijo, ne v vlogo žrtve in pokazati, kaj ti res znaš, kako. Ja, si na začetku nekega potovanja, kar je prav, da si na začetku tega potovanja, kar se kaže nekaj novega. Stvarstvo, katero področje, kam tale dušica gre, kaj je tisto, imaš ideje. Imaš ideje, ful imaš idej, ampak vse še nekje tam, ko bi bilo, kako fajn bi bilo, če bi bilo, ko bi bilo, sanjarjenje. Zdaj pa to sanjarjenje sprav na zemljo, ta trenutek se počutiš izžeto, počutiš se, kot da je vse proti tebi, počutiš se žrtev, pač počisti to žrtev, ker nisi žrtev, ker si samo duša na potovanju. In ja, kaj se uči tale dušica, ki tole posluša, kaj je tisto, kar bi bilo prav, da ve. Je pač kraljica si, dve kraljici sta vam prišli. Učiš se prepoznati svojo vrednost, učiš se napolniti svojo čašo ljubezni, učiš se, ker tukaj je steber je zemeljska energija, hkrati čaša je povezana s čustvi, je povezana s tvojim čutenjem. Delaj to, kar ti čutiš, da se boš postavila to svojo mogočno žensko energijo, da boš zasijala to, kar ti si, pač dovolj je, tvoje čaše so polne, niso prazne. In da vidimo, naslednje sporočilo je, ja, lepo počas začni pretakati svoja čustva. Tukaj sta dve čaši, v katerih se pretaka energija vode. Tukaj je energija zraka, energija vode, energija vsega, se pravi, zmernost pri vsem. In zdaj poglej, na katerem področju nimaš prave zmernosti. Se pravi, zmernost.
lahko si zasvojena z nečem, da rabiš 5 litrov kave na dan, da se postaviš na dan po koncu, ali rabiš cigarete, da se ubijaš, lahko tudi alkohol, da se na nek način ubijaš, ali pa neko varnost, biti nekje priklopljena in ti to tam oteka življenjska energija. Se pravi, in po drugi strani se pa zdaj učiš biti zmerna vsem, lepo počas naprej. In zdaj, kaj je za tole dušico, ki to posluša, pomembno, da ve glede njenih bodočih projektov, ki so ta trenutek še v zraku, kaj bi bilo potrebno narediti, kaj je tisto, kar rabi vedeti glede svojih teh premikov naprej. Ne boš ti umrla. Ne boš ti umrla. Smrt. Konc. Pač zaključuje se nekaj. Enostavno, še bolj kot se trudiš biti tam, slabš ti gre. Čas je, da pobereš stvari, greš v svojo barko, pogledaš svojo podzavest, počistiš vse, vzameš vse svoje meče, ideje in greš naprej. Pač čas je za premik in tukaj je karta sodbe. Sodba je pa povezana tako je. To je bilo, to se je zgodilo, ne moreš več spremeniti. Pač to je nekaj, kar je za tabo. Rabila si te izkušnje, prav je, da si prišla do tam in pač uravnovešenje, ker je prišel še kralj novcev, ki je povezan s to zemeljsko energijo, denarja, obilja. Pač očitno se učiš uravnovesiti moški in ženski pol in predvsem začeti zaupati, da zmoreš ustvarjati, da zmoreš priti nekam. Tvoja duša je prišla do ene točke, ki reče, o ne, na star način te ne podpiram več, zdaj je pa čas. Poglej tvoje sanje, tvoje ideje, kaj lahko narediš s tem. Imaš ideje, imaš nekaj pred sabo, da vidimo. In zdaj bodoči projekti. Kaj je tisto, kar tale dušica ustvarja? Kam jo vodijo poti? 3 karte. In še ena kraljica. Pa še pravica. Se pravi nekako pravica, uravnoteženje, moški, ženski pol. Prišla je kraljica idej, lahko greš tudi v neko obrambo in je zadej oster jezik, to je komunikacija. Kam greš? Sem vprašala, skozi komunikacijo se bo očitno izrazila to tvoje poslanstvo, povezano je z visoko svečenico, tudi s podzavestjo, z luno, povezan tudi s tem, da zasiješ vsej svoji lepoti. Na vseh teh 3 kartah so ženska energija, povezano s tem, da komunikacija, postati kraljica komunikacije. Zanimivo, kam te vodi tvoja duša. Pejmo še ene karte bomo vzela, se pravi, za tole dušico, ker verjamem, da te zanimajo sporočila, kam greš. Zdaj mene zanima samo še to, kam greš, kam te vodi tvoja duša, kaj so tisti kelihi, polno idej tam gor, kam greš, kam tole dušico vodi pot in je zdravljenje, ozdravitelj ali zdravilec. Sem te pelje tvoja pot in je zdravilna energija obkroža vas in to situacijo. Lete jeseni bom jaz začela s svojim programom, šolala bom zdravitelje, zdravilke. Po mojem sistemu, ker pač jaz sem združila veliko različnih tehnik, imam svojo tehniko zdravljenja in bom začela prav šolo zdraviteljstva, da bom naučila, kako boste tisti, ki vas bo poklical, dejansko po mojih pač prav s certifikatom zdravljenja, kako boste ljudem pomagali prav po teh istih tehnikah. Ker lejte, jaz nekje 70% seveda povem javno in pišem o tem, ampak kako jaz sama zdravim, ne govorim, ne pišem, pač to je moj sistem zdravljenja. In zdaj bom začela delati prav šolo tega, da vas bom naučila točno, kaj jaz delam, da dejansko ljudje, ki pridejo k meni, reče, ne boli me več hrbet. Točno kaj delam, da reče, bolečina je izginila, to pa ne morem verjeti, ker
zdaj pa kar dober. In že v poletnem času se bo zgodil nek premik pri tebi in izpolnitev tvoje želje je blizu. Zaupaj, kaj ti vse to, kar delaš, deluje v tvoje dobro, ker te tvoja duša vodi v tega, pot te vodi do tega, da dejansko mogoče se izšolaš kot zdravilka in začneš res neverjetno novo potovanje. In čakate, tukaj sicer piše nov dom, ampak je lahko tudi nova kariera. Selitev, nek premik je za vas korak v pravo smer. To pravijo čarobna vilinska bitja. Da vidimo še eno karto in v jesenskem času boste že pobirali plodove vaših odločitev. Tukaj pravi, da vas vodi vaša duša, se pravi, smo dobili jasne odgovore, kam gre tvoja pot. Da vidim, ima še kera karte posebej pokličejo. Dajmo še pogledati ljubezenske karte, kako bo pa v vašem partnerskem odnosu šlo s temi vašimi premiki, zato ker je to pomembno, ne? Ker če ste v partnerskem odnosu, je pomembno, da veste, kako bo zdaj to šlo v partnerskem odnosu, ne? Ker gre na slabše, gre na boljš. In druga zadeva, partnerstvo, ljubezensko življenje, mogoče kam vas vodi v ljubezenskem življenju ta vaša pot. Da vidimo, angeli pravijo, moji vodniki pravijo, 3 karte potegnem, da vidimo. In vzemite v teh sporočil to, kar zavibrira z vami. Ena je hotela ven pridati. Tja, kamor greste, je povezano z vašimi otroki. In vaši otroci vam kažejo pot, kam morate iti, ali pa kažejo, zdaj tukaj čutim, da se je začela sproščati energija, bom morala to počistiti, odkrit osebni pogovor in zdravljenje družinskih težav. Spet vključuje vaše otroke, povezano je to, kamor greste, je povezano z vašimi otroki, mogoče ste se zataknili karmično z nekim otrokom, mogoče z vašim notranjim otrokom, da ga je mogoče strah nekih premikov, ali pa celo povezano z družinskimi odnosi v vaši družini, z vašimi otroki. Tako da očitno vaše poslanstvo oziroma to, kamor greste, tudi vir mogoče vaših družinskih težav je povezan z vašimi otroki ali z vašo ranjeno dušo kot otrok. Se pravi, tam noter leži ključ za to, da boste lahko šli naprej v vašem poslovnem življenju. In povsem varno je ljubiti, na karti je srednji vek, povezano verjetno z nekim preteklim življenjem, ko mogoče niste upali narediti premika ali pa mogoče vam ni bilo dano narediti nek premik in zaradi tega se zdaj zatekate v neko tišino, ker že 2-krat je prišla karta ven, odkrit osebni pogovor in ko se boste odkrito pogovarjali o svojih občutkih, se bojo stvari dejansko izboljšale. Tako da, če imate ta trenutek težave v ljubezenskem življenju in čutim, da ti, ki tole poslušaš, jih imaš, neka zadeva je za skomunicirati, zato ker vidim, koliko energije je šlo skozi mene, nekaj bo treba skomunicirati, nekaj doreči oziroma pozdraviti notranjega otroka in potem bojo stvari šle v pravo smer. In poglejmo še en kupček bom vzela, samo kup kart, uživam v kartah. Za tole dušico, ki zdravi očitno svojega notranjega otroka, neke družinske vezi in tudi pretekla življenja povezano z otroško dušo, kaj je tisto? Nebesa delujejo za kulisami in vam pomagajo, čeprav ta trenutek še ne vidite rezultatov. Pač točno to, kar se vam dogaja, nebesa so vas pripeljala do tukaj, odločite se in takrat, ko se počutite ujete, negotovo prisluhnite svoji notranjosti in se odločite tako, kot vas vodi vaša notranja glasba. Glasba je za izpolnitev. Zakaj sem rekla glasba? Ker je prišla karta glasba, se pravi, pojdite v naravo, mogoče
na zvočno kopel in boste videli, da vam bo lažje, sprostite se in vse bo boljš. Tako da, očitno bom zdaj šla počistiti to energijo, ker čutim, koliko velike energije se je ta trenutek sprostilo. Vi naredite svoje čiščenje in boste videli, marsikaj se bo spremenilo v vašem življenju. Tako da, pogumno naprej in uživajte, vse dobro vam želim.